Tudi prostočasno druženje nekaterih opozicijskih politikov z lastniki poštnih nabiralnikov, ob tem so veselo nazdravljali s pivom s pomenljivim imenom Tajkun, ne daje dobrih obetov, da bi se ti politiki sploh borili za pravno državo in proti organiziranemu kriminalu. Netransparentne prodaje podjetij, deležev v državnih podjetjih in pa nekatere posle sta v tem mandatu obravnavali dve preiskovalni komisiji. Tako tista, ki je obravnavala prodaje premoženja državnih deležev v gospodarskih družbah, kot tista, ki je obravnavala nabave orožja, sta ugotovili skoraj identične stvari. Da so bili posli izpeljani brez javnih razpisov, da so odločale politične in klientelistične povezave z liberalno demokracijo, z SD-jem in z ARES-om. In tudi pri teh obeh komisijah je zelo izstopala vloga Pahorjevega aduta Ropa. Jaz upam samo, da bodo sedaj na osnovi ugotovitev obeh komisij delo nadaljevali preiskovalni organi. V branjenju svojih je bil ves čas zelo aktiven tudi bivši predsednik. Sicer pa je ta šibkost koalicije, se pravi, imeli smo zelo majhno večino v državnem zboru, zahtevala trdo, premišljeno, strpno delo, z veliko usklajevanji in pogovori, da smo prišli do usklajenih rešitev in v tem mandatu se prav nič ni dalo storiti na silo. Zlasti komunikativnost in pa povezovanje sta bili naši veliki odliki in tudi zato smo v tem mandatu kot prva koalicija tudi zdržali do konca. In s takim pristopom bomo tudi nadaljevali. Koalicija je, kot sem že prej povedal, delala tekoče, učinkovito, zapletov je bilo malo, večina teh je bila povzročena predvsem od zunaj. Veliko število zakonov v državnem zboru je bilo sprejetih s širšim soglasjem, kot ga ima, ali pa širšo podporo, kot je ima koalicijska večina. Moram pa tudi reči, da smo podpirali konceptualno smiselna dopolnila opozicije in tudi nekaj njihovih zakonov. V tem mandatu smo zakonsko uredili številna področja, ki do sedaj niso bila urejena, ki so bila opuščena, ki so bila prepuščena stihiji. Uvedli smo, na primer, izravnalne sheme, uvedli medgeneracijsko solidarnost, uredili pacientove pravice, uredili področje duševnega zdravja, uvedli kvotni sistem zaposlovanja invalidov. Bistvene spremembe smo storili v družinski in socialni politiki, uredili področje Slovencev po svetu, uredili področje verskih skupnosti, uvedli dijaško prehrano, zakonsko uredili področje istospolnih in še marsikaj takega. Zaenkrat je v tem postopku obtičala predvsem pokrajinska zakonodaja, čeprav je ob ustavnih spremembah, ki smo jih sprejemali junija 2006, dobro kazalo. Vendar je sedaj opozicija, ko smo dobili na mizo vso zakonodajo, nekako se kategorično odločila, da tega projekta ne podpre. Niso pa ob tem ponudili nobenih alternativnih predlogov, konkurenčnih predlogov, da bi lahko imeli na mizi rešitve, ki jih predlaga vlada in koalicija in tisto, kar mislijo, da je potrebno urediti z opozicijskega vidika. Teh alternativ ni bilo in sedaj smo pred to nalogo,
da v državnem zboru do zaključka mandata opravimo še glasovanje o pokrajinski zakonodaji in tudi zaključimo te postopke, tako kot je v demokraciji običajno. Nesprejem pokrajinske zakonodaje pomeni pač odmikanje od teh razvojnih priložnosti, pomeni vztrajanje na centralizaciji, pomeni ohranjanje ali pa povečevanje celo razvojnih razlik in pa s tem tudi na poglabljanju težav v lokalnih okoljih, kajti marsikatera lokalna okolja zaradi slabših možnosti razvoja nimajo zadosti virov za razvojne prioritete. Vsega se pa z državne ravni ne da urediti. Ker zadeva rezultate dela in naše poslanske skupine in koalicije, lahko rečem, da so izredno dobri, da so lahko cenim celo odlični. Opravili smo veliko, bistveno več, kot so to opravili mandati pred nami. Z reformami, naprimer, smo iz težavnega stanja sprožili nov zagon, nov razvojni ciklus, ki se odraža v visoki gospodarski rasti in visoka rast izvoza in investicij dajeta odlične obete tudi za naprej. V tem mandatu smo dokazali, da znamo, dokazali smo, da zmoremo, da smo na pravi poti, da se z nami splača vztrajati in da je z nami pričakovati uspešnejšo in tudi varnejšo pot v prihodnosti.